Da ugotovi, kaj potrebuje, kaj bi želel in ki lahko potem skupaj gremo to zgodbo. Če gremo naprej za govorništvo kot tako, na naslednji korak je pa seveda ta strokovna pomoč, ki ne nudimo na invalidskih organizacijah in tudi mnogih drugih organizacijah. Moram reči, da zelo aktivne in zelo dobro delajo tudi mnoge humanitarne organizacije, v tem primeru seveda tudi Caritas, da poskušajo potem skozi svoje službe na različnih področjih pomagati v tem drugem koraku. Se pravi, ko naletite na nek oreh, ki morda pretrd za tolerančno pomoč, se morate predlagati, da se obrnete na neke sorodne organizacije v vašem okolju. Kot rečeno predlagam, da vedno sodelujemo, najprej sodelujete z organizacijami, ki so v bližini in se potem poskuša iskati rešitve, ki bi pomagale temu posamezniku. Če pa seveda še to ne uspe, smo potem poskušamo te zadeve urejati na sistemskem nivoju in vreko tudi seveda postopek, ki je bistveno daljši, ampak ravno tudi tu potrebujemo te informacije, te potrebe iz terena, če rečemo temu tako, da potem iščemo rešitve, ki so dobre za vse. Seveda, za govorništvu se da še govoriti mnogo stvari od teh osnovnih principov, teoretičnih, kako pristopiti, kako se pogovarjati s posameznikom, katera se naučena z govorništvom podobno. Jaz ne bi tem na dolgo široko, jaz po osebni izkušnji, ki jo imam z mnogimi invalidi, ki so potrebovali neko podporo, pomoč za govorništvo, je ta, da ni nekega splošnega pravila. Splošno pravilo seveda, da pristopimo počasi z nekim občutkom, z nekim empatijo in da pristopimo. To je tisto, da splošno. Vse ostalo je potem odvisno od posameznika, ki mu poskušamo pomagati, da poskušamo zgovarjati njegove potrebe in pravice. Kajti ne bom dal primer z nekom, ki je slep, da seveda že osnovni pristop drugačen, nekom, ki je glup, drugačen z nekom, ki ima poškodbo glave, je treba te pristope čisto drugače zvati, tako da tukaj bomo rekel, je treba vsak primera posebej obravnavati in tukaj boste pač sami se najbolj odločili, na kakšen način boste pristopili do tega, ki to potrebuje. Jaz zdaj ne bi na dolgo še o tem, ko bi rajno dan skozi nek pogovor, skozi posamezne primere, ki jih je ogromno, skrat rečeno, tudi so tako pravni, tako ljudi, ki so šli v pokoj, ko se ne dobila neka invalidnost, pa ne vejo, kakšne pravice pripada, ali pa dobijo odločbo, ki je negativno, pa se pomaga tukaj, kot rečeno, že vodno do zdravstvenih postopkov, potem se pa seveda še izobraževanja, šolanje. Dogajalo se, da so ljudje želeli se izobraževati, pa so bili zavrnjeni, oziroma svoje vrednosti, da govorimo še mnogo drugih stvari, kjer so posamezniki diskriminirani. Tako da ravno to je tisto ključno, tisti, ki so diskriminirani zaradi tega, ker so že tako na robu, ker so že tako neka ranljiva skupina, ker so že tako potisnili na rob invalidi in vsi ostali, pogosto potem stej tudi zaradi njihove invalidnosti in žalosti to še dogaja, se jim kakšne pravice kratijo, potem so ravno to vsi te postopki, kjer poskušam. Bom poskušal potem v pogovoru še kakšno konkretno tako razprav, pa bi predlagali, da mogoče izmenjamo besedne način. Hvala, gospod Borov. Mogoče je kakšno vprašanje? Jaz vam eno, recimo, za pravice invalidov, je to kje zbrano, kot gospa je nekaj povedala, kje so zbrane pravice bolnikov, imate kje recimo te glavne pravice invalidov zbrani, recimo, ki bi se dali dobiti, recimo? Obstaja nekaj literature, celo so jo glavnih pravic, ni po pravicah invalidov. Moram pa podati, da
žalostjo morda, da hkrati pa z upanjem, da je to področje pravic invalidov bilo dolga leta zapostavljeno, morda na papirju je še dobro urejeno, ampak mnoge stvari se še danes invalidov ne mogoče, da ne bom zdaj še predaleč. Vidite lahko zdaj na avtobus, pa se pelje iz cele Ljubljana, invalid ne bo. Hoč me že nekaj čisto osnovna zadeva, invalid na vozičku, seveda različne oblike invalidnosti imajo različne posledice. In zato sem rekel, da imamo neke vodnike, ki povzemajo neke stvari, ampak te stvari so, po mojem mnenju, premalo vseobsegajoče, jih je treba sproti spreminjati, dopolnjevati. In ravno to je tisto, kar v zadnjem času največ energije vlagamo to v nacionalnem svetu in organizaciji, da se poskušajo vse stvari spraviti tja, ki je dovoliti. Vsi smo enaki, vsem mora biti dostopne stvari na enak način, vsi mora biti enake pravice. To je tisto ključno in govorim tukaj samo o prevozi in dostopu, govorim tukaj samo meni grejeno, okolje se pravi večina. Všeč mi zato je recimo tukaj čudovito urejeno, seveda tam je večina vsak, ki ne mozičko urejeno, to bi morali posel, brez izjeme. Potem so že osnovne zadeve, dostop do informacije. Nekdo, ki je gluh, ki je slep, kratko malo ne more priti do informacije. Vse informacije bodo podane na več načinov. Smo le družba, ki je danes tako daleč v razvoju, to tehnologiji in vsega ostalega, da je to že vrsto let, da bo rekel desetletji dostopno, samo družba kot taka ali podločevalci moramo sami pri sebi dozoreti. Jaz verjamem, da mnogo od nas smo že tam, bojim se samo, da odlačni tisti, ki spremljajo zakone, niso, da se te stvari da. Pa zdaj sem malo preskočil v zadevi zagovorništva, se pravi, primerov potem še ne več. Od šole do pa se ponavljam, se pravi, ker jaz zdaj dal besedo, pa vrnem morda ta krog, pa se vključujem, nisem dal do konca odgovora. O pravicah invalidov se da dobiti odgovor tudi na invalidskih organizacijah. Posamezne invalidske organizacije imajo za svoj sklop invalidov primer, če boste srečali nekoga, ki je slep, pa ima težave, bodi si z službo, bodi si z pravicami, ki mu grejo na področju pokojninske in invalidske zavarovanja. Imajo na primer slepi posebno zbirko pravic, ki gre kot rečeno posamezna invalidnost. Vsaka invalidnost ima nekaj svoje specifike, svoje potrebe. Gluhi imajo potem nekaj svoje dokumente, dve zadeve, ki je naprimer tudi cel kup nekih dokumentov, tako da to je nabrano. Hotel sem podariti to, da je moja želja, da se te stvari spravijo še na bistveno višji nivo, ker se mi zdi, da tisto, kar je danes, je premalo in da mnogi invalidi, pa tudi ostali, kot sem prej starejši, se še drug se skoča s podobnimi težavami, zaradi tega, ker družba kot taka ali okolje ni dovolj tolerantno, oziroma ni dovolj še sprejelo to, da moramo vsi enake pravice, zaradi tega je treba še mnogo na področju. Kakšno vprašanje je o mnenje? Kaj vam je glasno? Želja, da recimo ne smo za cerkev naredili to način, ker se dobro odpista, da je pač v bistvu cerkev je sicer odprta, pa tudi če imamo tam še železni kraju, zaradi puškov, ker je pa od zgore, pa že tudi pravo od same cerkve, to mora biti vse avtomatsko, da bi se odpirali, to pa težko, Se zbožično je što doseči, ne? Odlično se zdaj na tako malenkost, to je tisto pravo, to je tisti nivo, ki se mi zdi, da je prav, da mi kot ljudje lahko pomagamo in vi ste dali za odličen primer, tale recimo hakel ali karkoli je gor, jaz ne dvomim, da se najde rešitev, ko se ta hakel predstavi dobro.
primer. In to je tisto, ker vi nastopite kot zagovorniki pravic invalidov. To je bil res pravičen primer, se pravi, zaznali ste to in ste kar nekaj terapij zagovornik pravic tistih, ki ne morajo sami stopati terapij, ker se to da res. Se pravi, to so tiste dnevne situacije, ker se mi zdi, da skupaj bistveno pripomoramo, da se nekaj stvari prevajamo. Na začetku namen bistvu in potem seveda reči. Kakšen primer, kakšna izkušnja, mnenje, vprašanje? Kaj, dajmo, da imamo še čas? Jaz imam. Ja, tudi izvolite. Tule smo sami takšni, ki smo vedno odprti za druge. Pa vas bom vprašala samo seboj, s kakšno pravico urejamo zadeve za druge ljudi. Kaj smemo urejati, kje smemo pristopiti? Mi se razgajamo. Pred leti me je s Prekmurja klicala snaha gospoda, ki je potreboval recept, so še bili klasični recept. Sam ogorčena, da ji zdravnik ni izdal recepta za njenega tasta. In potem v pogovoru se izkaže, da je bil odsotni domači zdravnik, novi zdravnik je imel pa pred seboj samo karton gospoda in rekel, kdo pa ste vi? Saj ne vem, kdo ste. Zdaj pa jaz vam dajem recepte. Kako lahko dvigujete pošto druge osebe, ki je priporočena? Ki ga plačamo 8 evrov, koliko sem zadnjič na pošti slišala, ko je nekdo sta dva friška, pogostitelji oseba, na koncu plačala 8 evrov, da sta to uredili. Ni navadno obvestilo, da ga doma ne veš. Za koliko ročene pošte, kakve zadeve ni že. Glede, danes je že praktično vse podpisano, ampak pri najbolj ranljivih operacijah je pa vprašanje, kako zadeve tečejo. Dajmo vse toliko ozavestiti, da se znajdemo, če do tega pride, ker vas marsikaj prosijo, da uredite za njih. Jaz sem v našem Celjskem zdravstvenem domu na osnovi tega primera vprašala, kako pa to tu teče, ne? Ja, se jih poznamo, potem pa pride na taka situacija zamenjave, pa se stvari zapletejo. So rekli, da popolnoma zadošča čisto navadno pooblastilo, samo ta povlačen tega za to in to. Veste, in v zdravstvu je to izjemno pomembno. Po zakonu, že 15-letni otrok odloča sam zase. Starši ne podpisujejo več za noben poseg, za nobeno zadevo. Tako da, oglasili smo se samo toliko, da bodimo pozorni. No pa še eno zelo lepo zadevo. Pa da povedala, kaj mi je gospa rekla, če imam kak primer, ki se pa posredno na tole zdaj nanaša. V času korone, en petek, me kliče ena gospa, ki je povedala, zakaj je tako razburjena. In pred lekarno sem stala, vrsta tak, končno pridem, da dvignem zdravilo za svojo mamo in namesto zdravil za 3 mesece sem dobila škatlico za 1 mesec. Kaj je zdaj to? Čez nekaj časa v istem dnevu še en klic na to. Sem pogledala, ker imam mail, da se je to zgodilo 2. marca, se pravi ne takoj na začetku same karantene, oziroma sem pisal, in meni to ni dalo miru. V nedeljo zvečer, ob 11. nisem mogla spati, jaz sem se usedla za računalnik in sem ministru Gantarju napisala mail z naslovom Zdrava pamet, ker mi nikakor ni šlo račun,
da v teh težkih situacijah, ko ljudje, ki so v službi, grejo nekaj urejati, pa se zamudijo in skratka se stvari dodatno komplicirajo, ne morejo urediti. In sicer vam bom kar prebrala, da ne bom zdaj tule dolgovezla. Lekarne zdaj izdajajo naletne recepte zdravila le za en mesec. To je res. Tega dejstva v luči nastalih razmer ne morejo sprejeti pacienti pa svojci. Čakajo celo pred lekarnami v vrstah, da zdržijo varnostno razdaljo. Namesto enkrat na 3 mesece bodo zdaj šli 3-krat v lekarno v 3 mesecih in bodo dodatno obremenili farmacevte. Razumemo, da je bojazen, da bi ljudje kopičili zdravila. A zdravila na letne recepte predpisujejo zdravniki, ki zagotovo dobro poznajo svoje paciente. Meni se delo to grozljivo nezaupanje sistema kot takega. Prosim, tudi v imenu svojcev, da ponovno pregledate smiselnost tega ukrepa. Če ni drugih zadržkov, oklepajo, eni so pomislili, da gre za pomanjkanje zdravil, še dodatno bojazen, naj prevlada zdrava pamet. Takoj naslednjem tednu sem dobila odgovor ene uradnice, da to je po evropski direktivi in ne vem kaj vse. Potem smo se pa združili. Direktorka Cerskih lekarn, ki je povedala, da je to bila taka norija, ker so morali v trenutku spremeniti cel računalniški sistem, da so lahko sploh dali za en mesec, če pa je zdravilo za 3 mesece. Vse zdravnike obvestiti, da morajo zdaj na novo pisati recepte za ona, za ta drugi pa za ta 3. mesec. Da mi govorim o tem, kako je bil razbujen strokovni vodja zdravstvenega doma, ker je rekel, tako malo zaupanja v nas skoži. Takrat je vprašanje našega statusa, zdaj pa ogromno dela za vsemi temi zadevami. 14 dni je trajalo, ko je bil odlok razveljavljen, odlok ukinja omejitev izdaje zdravil za uporabo v humanni medicini na recept količini, ki ustreza zdravljenju za obdobje enega meseca. Sedaj, to vam hočem povedati, res se moramo potruditi, oziroma, kako rečem, iz sebe vrlo zadeve urejati, pa jih tudi uredimo. In takrat predlagam tudi zdravo. Mogoče še kakšna izkušnja? Mogoče še kakšna izkušnja, kakšno vprašanje, dilema? Zdaj, mogoče je povzetek, če sem vse razumela, recimo, ne, zdaj za bolnike je nekako, je za nas to pomembno, kot so delavci parega, da jih znamo ozavestiti, da jih znamo napotiti na zastopnike, recimo, da če zaznamo, recimo, neko tako težavo, recimo tudi tako mi, kot so delavci parega, spokličemo in rečemo, lejte, vidimo, da je to nečist nezdravo, kaj se da narediti, ne, to je recimo lahko ena izmed naših možnosti, ne. Z invalide smo lahko drugače konkretni, ne, tudi lahko zastopamo in tako naprej, ampak glavna poanta vsega pa je, da v bistvu slišimo tega človeka, ne. Naj bo bolnik, naj bo invalid, naj bo pač oseba, ki je ranljiva. Bistvo vsega zagovorništva je, da v bistvu slišimo njegov glas. Torej, ne naše mnenje, ne, ampak njega, ne. Njega kot osebo, z vsemi pravicami, z njegovim mnenjem in potem to njegovo mnenje poskušamo širiti nakrog, ne, iskati rešitve. Torej, naša naloga ni, da bomo zdaj aktivacijsko vstopili in rekli, takole je, ne, to si mi zamišljamo rešitev, ne, ampak bi moramo v bistvu poiskati v teh ljudeh, ki so v bistvu ranljivi, ki imajo težavo, ki imajo pač probleme. Je to, recimo, lahko zaključati, ne? Lepo nam je, da smo v bistvu to spoznali, ne? Da imamo neke organizacije, kamor se da lahko tudi naslovno. Gospod Bor? Jaz mislim, da je to odlično povzeto, se da najprej morate slišati, moramo vsi slišati
in potem mi postanemo glas teh politikov. Mislim, da je to morda najboljši povzetek, ki lahko povzame, kaj je dovolj, da lahko prisluhnemo, slišimo in potem postanemo glas teh politikov. Kar se mene tiče, jaz mislim, da je to, da je bilo to odlično povedano, bi pa zaključil še z moje strani s tem, ja, če pa boste zaznali težave, kjer bi potrebovali pomoč, morda pri nekih zadevah, ki se tiče invalidov zaradi njihovih specifik, vse, kar smo dali bolj, to področja pokojninskega zavarovanja, morda tudi zdravstva, seveda v tem primeru se lahko tudi na pristojne inštitucije vrati, ampak potem tudi vse zadeve, ki so vezane na lokalno okolje, prosim, ne se ugotavljati, kar kontaktirajte lokalne organizacije, ker vam bodo sigurno vaše dodatne informacije in poskušati pomagati. Hvala.